Številke govorijo, da je epidemija tako rekoč usahnila. Čas je zato za rekapitulacijo dogajanja zadnjih 2 mesecev, da izluščimo nekaj ugotovitev, ki nam bodo v pomoč v prihodnjih podobnih situacijah. Ampak najprej aktualne številke. Iz grafa se vidi, da se naš proksi za reproduktivno število R0 lepo približuje ničli, kamor mora na koncu tudi priti. In naprej, iz grafa krivulj aktivni in okrevani, vidimo, da je okrevanih že blizu 90%. Če pa izvzamemo DSO-je, potem okrevani teh 90% že presegajo. Tako se uresničuje napoved iz ene prejšnjih predstavitev, da potem, ko se aktivni in okrevani po obsegu izenačijo, ostane še nekaj tednov do usiha epidemije. Še več, če podrobneje pogledamo na graf časovnega gibanja aktivnih in okrevanih, opazimo eno zelo zanimivo stvar. Med maksimalno vrednostjo za aktivno okužene in izenačenjem obsega skupin aktivnih in okrevanih je dober teden dni. Predtem in potem pa približno enako dolgo obdobje enega meseca. Kdo bi vedel, a zdi se nekako, da potek epidemije verjetno sledi neki notranji logiki in zakonitosti, iz katere se da napovedati konec epidemije. Česa smo se še naučili? Naprimer tega, za zajezitev epidemije je potrebno reagirati hitro, ne kar na pamet, ampak vendarle pravočasno, ker že nekaj dnevna zamuda lahko velikost problema poveča za najmanj eno magnitudo. Tu je numerična utemeljitev. Stanje na 6. marec je bilo 9 pozitivno testiranih, stanje na 13. marec 179 pozitivno testiranih. Brez ukrepov bi nam ta eksponentni trend, kot je vidno iz grafa, čez teden dni problem povečal za dodatno ničlo in potem bi danes imeli 15.000, ne pa 1500 dokazano okuženih, z vsemi spremljajočimi posledicami vred. In maske. Toliko modrovanj medijskega dogajanja za en banalen kos blaga. Samo še doktorska disertacija manjka, pa se bo tudi znanost zbanalizirala do bridkega konca. Poleg discipliniranosti ljudi so maske bistveno pripomogle k uspešni zgodbi. Tale preprosti verjetnostni račun bo to nazorno pokazal. Recimo, da maske niso perfektne in nudijo samo polovično zaščito. V stiku 2 ljudi, od katerih je en okužen, drugi pa ne, se verjetnost prenosa virusa zmanjša na 1/4. 0,5 krat 0,5 je 0,25, 1/4. COVID-19 je tipičen primer situacije, kjer je več neznanega kot poznanega. Zato se nam hitro zgodi, da moramo brez popolnih podatkov kaj predvideti in napovedati. Kako smo se pa tu odrezali? Poleg samega poteka epidemije smo dovolj dobro predvideli zasedenost v intenzivnih enotah, najobčutljivejših točkah epidemije. Število obolelih, ki potrebujejo intenzivno oskrbo, se da napovedati iz števila vseh pozitivno testiranih do tedna dni pred tem. Tako je tudi za v prihodnje dobro vedeti, da je največji pritisk na intenzivne enote dober teden dni potem, ko število aktivno okuženih doseže svoj maksimum. Manj smo bili uspešni pri podajanju ocene dejanskega števila okuženih. Na podlagi razpoložljive literature smo sklepali na stopnjo umrljivosti v Sloveniji in iz tega izpeljali oceno, ki pa je bila približno 6-krat nižja od tiste, ki izhaja iz nacionalne raziskave. Ampak to je pravzaprav dobra novica. Biti moramo veseli, da je stopnja umrljivosti bliže promilom kot odstotkom. Ob tej informaciji bo zagon gospodarstva zagotovo lažji. Kot zanimivost pa še tole. Če dosledno sledimo Paretov princip 80-20, meta princip za opisovanje nekaterih naravnih in družbenih procesov in upoštevamo polno 5-stopenjsko lestvico COVID-19 simptomatike, potem nas izračun pripelje do številke 68.777 dejansko okuženih oziroma 3,28% celotnega prebivalstva, kar je pa precej blizu rezultatov nacionalne raziskave. Sam nimam nikakršne razlage za to nepričakovano skladnost. Kaj pa predikcije drugih? Naša popolnost je razumljiva, mi se z napovedmi pri COVID-19 ukvarjamo ljubiteljsko. Niso pa razumljive zgrešene interpretacije in napovedi organizacij in inštitutov na svetovni ravni, opremljenih z umetnimi inteligencami najzmogljivejših algoritmov. Na primer, Svetovna zdravstvena organizacija, ki so še sredi januarja trdili, da ni dokazov, da bi se virus prenašal od človeka na človeka, kot da bi prespali cel veseli december. No, morda vse skupaj najbolje razloži znana zgodba enega matematika. William Binney je dolga leta delal za ameriški NSA in tam razvil ThinThread,
Učinkovit sistem analize podatkov iz svetovnega spleta, ki je obenem ščitil anonimnost ameriških državljanov. Pa so ga nadomestili z veliko dražjim sistemom Trailblazer, ki je služil predvsem koristim velikih korporacij. In kot se je izkazalo 11. septembra 2001, tudi zelo neučinkovitim sistemom. Bili bi naivni, če bi v post-korona obdobju pričakovali drugačne scenarije. Pa smo spet pri vprašanju samobitnosti in samozadostnosti. Ampak je polna sončna pomlad in je upanje. Vsaka človeška skupnost, tudi država, ki se želi zdravja in dolgoživosti, mora izpolnjevati vsaj dva pogoja. Prvič, imeti mora vsebinski smisel obstoja, ki kot lepilo tudi v najhujših časih skupnost skupaj drži. In drugič, znati mora poiskati odgovore na izzive v okolju in v stiku z drugimi skupnostmi. Zato potrebuje ljudi z roba, posameznike, ki v iskanju inovativnih rešitev zmorejo iti preko. Preneseno na Slovenijo to pomeni, da prvič, če še vedno imamo skupni vsebinski smisel obstoja, potem je bilo dlakocepljenja in medsebojnega prepucavanja dovolj. Poiščemo raje tisto, kar nas povezuje. In drugič, čas je, da v Sloveniji vzpostavimo tako delovno okolje, da se bo inovativnost teh ljudi z roba kar najbolj in najbolje udejanjila. Ker inovativnost nam bo prišla zelo prav v post-korona obdobju, ko bodo veliki igralci bili neusmiljen boj za prvenstvo in dobičke pri zdravilih in cepivih za COVID-19. Ob vseh drugih bojih, ki jih že itak bijejo. Hitro smo lahko kolateralna škoda, če svojih misli, besed in dejanj ne bomo sami upravljali. Ker potem bi bili samo še biološki substrati za tistih nekaj posameznikov, ki se bodo tam nekje v točki singularnosti bojda zlili z umetno inteligenco. Ampak po 2 mesecih treninga si bomo svojo pot domov pa ja znali sami poiskati.